Dragi gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Reporter. Znova je torek in znova bomo torej nizali zanimive dogodke, ki so pred nami. Začenjamo pa z dnevom odprtih vrat, ki ga pripravljajo v podjetju Soven. Kaj se bo tam dogajalo in kako bo potekal, komu je namenjen in seveda kaj vse pridelujejo in izdelujejo v podjetju Soven, pa nam bo več o tem povedal novi direktor Žiga Srblin. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Novi sem rekla zato, ker je zdaj, mislim, da dobro leto naokrog, odkar ste dejansko prevzeli vodenje tega podjetja od mame in očeta. Ne gre za dolgoletno družinsko tradicijo sicer v podjetju. Drži? Tako je. Zdaj sem v bistvu prevzel funkcijo, drugače pa sem v samem podjetju že od samega začetka. Je zdaj kaj drugače? Stremimo še vedno k istim ciljem, to se pravi, da je vse 100% naravno, ekološko, z certifikati in pa seveda razvijamo ogromno novih produktov za naše cenjene stranke. Sicer pa pridelujete neoprano in oprano ovčjo volno, za različne namene, o tem bomo še govorila, od ležišč do toplih gred, pravzaprav vsak dan je, ko lahko povsod uporabimo, ne? Tako, vse imamo od odkupa neoprane ovčje volne, pa potem delamo več kot 160 različnih produktov za različne namene uporabe. Lahko malo naštejemo, vidim, da je res velik, širok spekter. Mogoče čisto na kratko. V bistvu pri nas je volnena preja, volnene pletenine, posteljnina, odeja nadloški vzglavniki, posebno so tudi naravna volnena ležišča, izolacija za hiše, filc za vrtove oziroma kmetijski filc. To je v bistvu neki ožji segment, ki se potem še naprej deli. Zdaj, kar zadeva ležišč in uporabe v posteljninah, je že dobro znano, predvsem v zadnjih letih je pa tudi v porastu pri izolaciji, ko ste že omenili, torej za vrtove, hiše in tako dalje. Tako je, pa tudi ležišča so v porastu, saj gre za naravna ležišča, z naravno sestavo, za zdravo spanje. Enako je pri izolaciji, stalno več je naravne gradnje, ljudje se poslužujejo naravnih materialov. Volnena izolacija ima zelo dobre izolativne lastnosti, ima dolgo življenjsko dobo, v bistvu ni okolju, ne posamezniku škodljiva, tako da z njo lahko delajo tudi otroci. Tako da zaradi tega se predvsem poslužujejo. Od leta 1996, ko je vaš oče začel to poslovno pot, pa vse do danes ste rasli, se razvijali, na nek način so vsi produkti tudi zdaj, ki jih nizate, nekako plod tega krožnega gospodarstva, zelenega gospodarstva, ne? Tako je, že od samega začetka, torej od leta 1996, se trudimo, da v bistvu proizvajamo skoraj nič odpadkov, torej tudi krožno gospodarstvo, ker pri nas lahko recimo, če vzamemo samo za primer ležišče, tudi ležišče recimo po 50 letih, ko se boste odločili ga zavreči, ne bo predstavljal odpadek za okolje, ker volna se enostavno razgradi v zemlji, lahko ponucamo za vrtove. Enako pa pri sami proizvodnji pri nas ni odpadka, zato ker vse volna, ki je v bistvu kot stranski produkt ali odrezek ali kakorkoli pri proizvodnji, v bistvu se z pomočjo recikliranja, reciklaže, da se povrne nazaj v prvotno stanje vlakna in se da ponovno v uporabo. Vse te izdelke lahko najdejo pri vas v trgovini oziroma na samem sedežu podjetja in pa tudi na spletni strani, ne? Tako, vsi izdelki so na voljo v našem razstavnem prodajnem salonu v Selnici ob Dravi in pa danes je najbolj zanimiva spletna prodaja, tako da tudi pri nas se lahko posluži. Ste pa kar nekaj ur in nekaj, kako bi rekla, temu pač tudi idej in vsega vložili v posodobitev proizvodnje, kar zadeva iglane ovčje volne, kjer se dela filc za naravna ležišča, za izolacijo za hiše, filc za samooskrbne vrtove. Kaj ste pravzaprav torej posodobili, kaj ste pridobili s tem? V bistvu smo posodobili celotno proizvodnjo. Največji poudarek smo dali predvsem, kot že našteto, v bistvu najsodobnejši liniji za proizvedbo volnenega filca in pa tudi volnene izolacije. Te linije potem tudi posodobili smo stroje za volneno posteljnino, to se pravi, da je sama kakovost polnila, ki ga proizvedemo recimo za odeje, nadloške vzglavnike, dosti boljše kvalitete, bolj dolgoročno. Enako smo posodobili tudi šivalnico z avtomatskimi šivalnimi stroji, ker lahko v bistvu tudi naredimo kvalitetnejši produkt.
Verjamem pa, da je pred vami še veliko izzivov in tudi načrtov ter idej. Definitivno, tako da marsikaj pripravljamo novega, ampak koliko bo le čas dopuščal, da damo na tržišče. Ampak vse bodo pa lahko ljudje videli in tudi preizkusili oziroma poskusili, na nek način tudi se dotaknili z roko, če lahko temu tako rečem, torej v petek, v soboto 25. novembra na dnevu odprtih vrat. Zdaj že jih tudi prirejate tradicionalno. Tako je, v soboto so vabljeni k nam na dan odprtih vrat v Selnico. V bistvu bo primerna otvoritev te nove linije strojev, tudi ogromno drugih dogajanj bo, od lokalne tržnice do možnosti filcanja oziroma polstenja, izdelave copat. Bistveno bo strokoven voden ogled proizvodnje, tako da bodo ljudje dejansko spoznali, na kak način mi od neoprane volne pridemo do končnega produkta. Sam dogodek je namenjen širši javnosti ali je tudi, seveda je tudi strokovno podkovan, kolikor se spomnim iz preteklih let, ste imeli tudi kar nekaj recimo udeležencev, ki so prihajali onkraj naših sosednjih meja. Tako je, v bistvu imamo tudi letos kar nekaj gostov iz tujine, tudi domačih je ogromno, predvsem društev, izletnikov, bo pa tudi kar nekaj strokovnih sodelavcev, ki bodo rade volje priskočili na pomoč s kakim dodatnim svetovanjem. Kaj bomo lahko vse poskusili, preskusili, videli, če smo lahko morda malce bolj konkretno za vse tiste, ki bodo si prišli ogledati torej? Zdaj tako je, da rad bi, da ljudje pridejo in spoznajo nas, zato ne bi rad vsega razkril. Lahko vam pa povem, da dogajanje bo od 8. ure zjutraj do 5. popoldne. Zanimivost bo lokalna tržnica, kjer boste v bistvu lahko poskusili krajevne produkte. Potem pri nas boste se lahko poizkusili v različnih delavnicah polstenja, torej ogled proizvodnje. V bistvu boste spoznali vse procese, pa še mogoče kaj, kar pa ne ostane malo skrivnost. In informacije bo lahko dobili iz prve roke, a ne? Tako je. Dobro. Jaz vam želim seveda vse dobro naprej še na poslovni poti in pa seveda uspešno, kar zadeva dneva odprtih vrat. Hvala lepa.